Dober večer in dobrodošli v atriju ZRC, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer bomo nocoj predstavili fotografsko monografijo Mance Juvan, Varuhi žlice oziroma Guardians of the Spoon, kakor je naslov izvirnika, objavljenega v angleškem jeziku. Hvala vam, da ste se odzvali povabilu in nam dali s tem priložnost za predstavitev večkrat nagrajene fotografske knjige in predvsem za osmišljanje dejanj fašizma in njihovih posledic. Hkrati je pa današnji večer ponovno priložnost za ohranjanje zgodovinskega spomina in nikoli ne umanjka tudi motrenje sedanjosti. Nocojšnja prireditev poteka s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in naših prijateljev. Večer pogovorni bomo ustvarjali skupaj najprej gospod Herman Janez Mlajši, predsednik taboriščnega odbora Rab Gonars. Dober večer. Poleg njega Janez Maršič, član taboriščnega odbora Rab Gonars. Z nami je dr. Robert Kroflič, profesor, znanstvenik s področja vzgoje in izobraževanja ter publicist in pa soavtorici projekta fotografinja Manca Juvan in zgodovinarka dr. Urška Strle. Z vami sem tudi jaz, novinarka Saša Petejan, ki bom nocojšnji večer tudi moderirala. Posebej pozdravljam med nami nekdanje internirance, posebej gospoda Hermana Janeža, sedi v prvi vrsti, prosim za aplavz. Lahko kar rečem, da je v slovenskem prostoru in mednarodnem prostoru osrednja oseba zaslužna za to, da ohranjamo spomin na fašistična taborišča. Ne le to, skrbel je za to, da se dogajajo redno slavnosti spominske v spominskem parku in pokopališču na Rabu. Hkrati je pa poskrbel za imena žrtev taborišča na Rabu. Toliko gospod Herman, lahko bi mnogo več povedala. On je tudi varuh žlice, po kateri nosi naslov knjige in tudi znak na tem. Pozdravljam tudi sorodnike internirancev nekdanjih, ki žal niso med nami. Z nami je tudi gospa Barbara Miklič-Turk, njena mama je bila interniranka. In tudi oba predstavnika taboriščnega odbora imata sorodnike, očeta, tudi nekaj več drugih sorodnikov iz širše družine, ki so izkusili internacijo. Preden nadaljujemo z fotografsko knjigo, ta je del večjega opusa naših del. Začelo se je z fotografsko dokumentarno razstavo, pri kateri sta sodelovala tudi Muzej novejše zgodovine in ZRC. Nadaljevalo se je z radijskim dokumentarcem v sodelovanju z Radiem Koper in Radiem Slovenija. Dokumentarec je bil nagrajen. Sledil je televizijski dokumentarec z RTV Slovenija. Ministrstvo za zunanje zadeve je vložilo nekaj sredstev za izdelavo spletnega mesta, ki je informativno in izobraževalno spletno mesto, obsega celoten opus, hkrati ima različici slovensko in angleško. Knjiga je za javnost dostopna tudi preko spleta. Spletno mesto uporabljamo tudi in bi želeli, da se razvije v aktivni arhiv pričevanj oziroma spominov na internacijo. Kdorkoli je imel sorodnika, prijatelja, znanca, soseda, sovaščana v fašističnem taborišču, lahko dostopa na spletno mesto in v poseben obrazec odda nekaj teksta, nekaj podatkov in tudi vizualni material. Prišli smo pa do knjige, za katero je bila potrebna precej dolga pot, kajti fotografske knjige so redkost v Sloveniji. Preden se bomo
posvetili knjigi, bomo začeli nocojšnji večer z gospodom Vratušo. Dr. Anton Vratuša je najstarejši živeči pričevalec, ima 102 leti. Nocoj nam želi prijeten večer, žal je njegova starost prispevala k krhkosti njegove telesnosti, ne pa duha. In izrabila bom, da prikažemo 2 dela iz dokumentarnega filma, ki nam bodo služili za iztočnice nocojšnjega pogovora. Torej, lepo prosim za prvi posnetek. Gospod Herman, bomo še počakali na drugi del. Gospod Vratuša je bil interniran kot študent, bil je že mlad doktorant in bil je aktivist, kar ostaja vse do danes. Preden je začel delovati v Ljubljani, je bil vojak v kraljevi vojski. O tem, kaj on meni, da izgubljamo v današnjem času, bo povedal v drugem insertu. Zaradi nekaj tehnične iznajdljivosti predstavitev pač ne teče tako, kot bi želeli, tekoče, ampak hvala vam za potrpljenje. Sporočilo bo predano vsekakor. Tako, gospod Vratuša je bil v svojem poklicnem življenju tudi diplomat in v tem insertu nas opominja, da je spomin zreduciran na komemoracije, na slovesnosti in da to za resnično ohranjanje zgodovinskega spomina ne zadostuje. Opozarja nas, da je potrebno ponotraniti in vrednote pridobljene z koncem druge svetovne vojne ali z drugo svetovno vojno ponotraniti in prenašati naprej.
Mi smo ga razumeli, da ko to pravi, govori, da je pomembno vztrajati na človekovih pravicah, na svoboščinah in pa na demokraciji pluralnosti. Njegova iztočnica služi tudi za vprašanje gospodu Janežu Hermanu Mlajšemu. Vi ste z očetom izkusil in večkrat obiskal Rab, se udeležil komemoracij, prosim, če nam boste postregel tudi številkami. Zanima me vaše mnenje, kako ste doživljal in kako bi opredelil, kakšne vrste komemoracij so se zgodile tam. Dobro večer vse skupaj, lepo, da ste se udeležili današnje predstavitve. Jaz sem malo različen od očeta, ne. Oče to vse vestno šteje in beleži, pač meni to niti ni bilo toliko pomembno, mi smo se pač udeleževali teh komemoracij, načeloma smo bili enkrat letno tam za 1. november, če je bila obletnica, se pravi 5-letna, potem smo bili 2-krat na leto na Rabu, včasih še med letom, če je šlo za kakšno postavitev spomenika ali pa kaj, oče je pa še večkrat, ker je pač sodeloval na snemanju kakšnih oddaj, tako da številka sama je mogoče okrog 40, ampak po eni strani zame ni pomembna. Ne. To je za vas, ja, vaš oče je poznan po temu, da beleži in ste gospod Herman Otok in spominski park obiskal več kot 60-krat, drži. Več kot 60-krat ste obiskal. Dobro. Je tako, a ne? Mislim, da je bilo že čez 70. Tudi čez 70. Kako ocenjujete odziv, odnos vsakokratnih predstavnikov države do zgodovinske, do komemoracije ob spominu? No, jaz bi rekel, da načeloma ministrstvo letno skrbi, da se določena sredstva za vzdrževanje pokopališča dajo, ne. Organizacija same komemoracije je bolj stvar Zveze borcev, taboriščnega odbora, v zadnjih letih lepega sodelovanja tudi občine Rab, antifašistov Raba, ne. Tako da sama država pri organizaciji komemoracije niti ne sodeluje, ne. So pa uradniki na ministrstvu, ki se udeležijo komemoracij, veleposlaništvo ima lep odnos, tako da nek spoštljiv odnos do tega obstaja. Ali ste kdaj pričal, da je predstavnik italijanskih oblasti, italijanske vlade obiskal spominski park ali sodeloval na slovesnosti? Za Italijane bi pa rekli, da ne, da bi mi vedeli, no. Tako da Italijanov po našem vedenju še ni bilo zraven. Kako vi doživljate osebno, intimno tovrstne obiske in spremljanje očeta? Ja, za nas, ki tega nismo izkusili, je zelo verjetno lažje, ampak vseeno še vedno psihično naporno, ne. Tisti, ki so tam bili, se pač tega spomnejo, mi si lahko mislimo, kako je bilo, v celoti pa to na nas ne vpliva s takšno mero, ne. Ko vas kdo vpraša, kaj so fašistična taborišča, kaj odgovorite? Ja, niti me ne sprašujejo toliko, no, ampak lahko mu zelo enostavno povemo, da v precejšnji meri, da so bila podobno uničevalna kot kakšna nemška, ne, tako da ni bilo bistvene razlike. Gospod Janez Maršič, vi ste sin nekdanjega interniranca, ki je preminil. Njegova zgodba je povezana z internacijo v italijanskem fašističnem taborišču in v več nemških nacističnih taboriščih. Kako ocenjujete spomin na dvojne internacije in celo povezane morda z prisilnim delom v nacistični Nemčiji? Težko je, bom rekel,
odgovarjati v imenu druge osebe, pa če tudi je ta oseba tvoj oče. Mi boš kasneje ponovila vprašanje, Saša, ampak ko si mi imela uvod, se mi je po glavi podila ena misel, namreč o nujnosti boja proti vsem oblikam nacizma, fašizma in podobnih izmov. Namreč moj oče je dočakal osvoboditev v koncentracijskem taborišču Buchenwald po celi kalvariji, ki je trajala 1100 dni, dočakal tam osvoboditev in 2 dni po tej osvoboditvi so se interniranci zbrali, preživeli interniranci seveda zbrali na tem istem tako imenovanem Apelplacu, na katerem so jih vsak dan gonili, preštevali in tako dalje. Na tem Apelplacu so oni prisegli. Prisegli so, ni pomembno v več jezikih, ampak vsebina prisege je bila, da se bodo borili proti temu, da se tovrstni dogodki ne bi nikoli ponovili v zgodovini človeštva. In kaj hočem povedati? Imam knjižico, ki je nastala v Buchenwaldu, se pravi v spominski založbi tega parka, koncentracijskega taborišča iz 60. let. In v nemščini piše, izpolnili smo prisego. Torej, približno tam okrog leta 60 do 70 smo živeli v misli in v upanju, da je prisega izpolnjena. Pred nepolnim mesecem dni sem bil na tej isti komemoraciji v Buchenwaldu z tovariši in poslušali smo preživele taborišnike. Kot v en glas so poudarjali, da nažalost prisega še ni izpolnjena, niti misija upravljena. To sem želel povedati, ker mi je pri tvojem uvodu, bom rekel, ostalo kot nekaj, kar je treba dodati tukaj, mislim. Hvala. In mislim, da se zaradi tega tudi vsi zbiramo, da zaradi tega te spomine ohranjamo, ne zaradi tega, ker bi želeli kopati po naših ranah, ampak zaradi tega, ker vidimo, da se odpirajo iz dneva v dan nove rane na isti osnovi in zaradi tega je potrebno to preprečiti z vedenjem. Torej, tudi v nemščini piše, moto tega spominskega centra v Buchenwaldu je Gedenken braucht Wissen, kar pomeni spomin potrebuje znanje oziroma vedenje. In mi smo na to, da dajemo vedenje in znanje. Najlepša hvala. Povzel si rdečo nit in obogatil že takoj na začetku današnji večer. Tudi odgovoril si, ali so pred odborom taboriščnim izzivi. To je eden. Oni so odbor za italijansko fašistično taborišče oziroma za 2, za Rab in Gonars. Obstajalo je mnogo več fašističnih taborišč, o katerih bomo slišali pozneje in tudi našteli nekaj imen. Janez, v tem, kar ste povezal nekako in tudi napovedal nocojšnji pogovor. Predtem bi pa želela še nekaj osebnega z vaše strani. Oče vam je pustil prav posebno dediščino, to je nekaj popisanih zvezkov formata A4. Noter je zelo lepo pisavo z naslovi povzel, mislim, da sredi 70. let, svojo zgodbo internacije, ki je ena redkih med Slovenci, če razumem. Vi ste zapise prebral kot odrasel moški po smrti očeta. Lahko še enkrat podelite z nami doživetje, ki vas spremlja skozi življenje od tedaj? Še drugi izraz, ki se mi je porodil, ko sem te poslušal na začetku, oprosti, ker te tikam, ampak sva prijatelja. Si dovolimo to. Torej, je bil ta, da mi je oče s temi spomini pustil eno temperano bombo.
čustveno temperano bombo, kar pomeni, jaz nisem niti vedel, ali pa družina je slutila, da oče piše spomine, pri tem pa ga nismo hoteli niti motiti, niti se vmešavati v ta njegov proces. In spominov nismo videli praktično do njegove smrti. In zakaj temperana bomba? Torej, oče v vseh teh mojih letih, ki smo jih preživela skupaj, se pravi 37 let, sem bil jaz star, ko je on umrl, ni nikoli, bom rekel, svojih spominov prenašal nam otrokom v nobeni obliki. Zato, ker je predvidevan, zato, ker je bolelo, zato, ker je bilo hudo. Čisto preprosto iz teh dveh razlogov. In torej nikakor nas ni poskušal nacepljati, ucepljati ali pripravljati na kakršnokoli opredelitev glede teh taborišč. Ampak preprosto zapisal je in ko sem jaz to prebral ali pa ko smo mi to prebrali, je bilo kot da bi stopili na bombo, ki ti je nekdo nastavil pred 30 leti. Torej, in te čustveno te raznese te pa zaradi tega, ker je padla na prava in plodna tla ta bomba. Saj bomba ni najboljša prispodoba, ampak neko seme, neka kal. In zato, ker pade na prava tla, je čisto nepomembno, ali je bila predtem kdaj povedana, ali ni bila, pomembno je, da jo začutiš. In jaz sem te seveda spomine začutil. Moram reči čisto iskreno, da nekdo v moji družini ali pa drugi niti niso tega dojeli tako, na tak način, kot sem jaz. Lahko, da gre tukaj za drugačno, bom rekel, struno, emocionalno, ki jo jaz imam, pa drugi pač nimajo. Skratka, se niti ne spuščamo to. Pomembno je, da je meni sedlo in da jaz sem zaradi tega, ne bom rekel bogatejši, ampak še bolj obremenjen v življenju, zagotovo bolj obremenjen. Ampak tudi ponosen, kot sem že povedal, na to, kaj se je mojemu očetu zgodilo in na kak način je on te čase doživel in preživel. In to je en kapital, ki ga jaz nosim, pa sem prepričan, da bo naletel še na koga za menoj. Hvala lepa. Celoten zapis njegovega očeta, lahko ti poveš, prosim, njegovo ime in našteješ mesta internacije. Alojz Maršič je bil strani italijanskih okupatorjev aretiran v Kočevski Reki 2. aprila 1942, odpeljan v belgijsko kasarno in mislim, da okrog 10. aprila v Gonars. Jeseni tega leta iz Gonarsa v taborišče, ki so ga praktično šele začeli graditi Italijani na robu Toskane, se pravi v Reniči. Tam je doživel, bi se reklo, bolje rečeno, italijansko okupacijo. Po njej so se taboriščniki poskušali samo organizirati in pobegniti, vendar so jih Nemci že po 2-3 dnevih večinoma, veliko večino zajeli in samo v živinskih vagonih preko Brennerja spravili v Flossenburg, ki je bilo naslednjo zbirno taborišče, iz Flossenburga potem v Buchenwald in tu je, kot sem že rekel, 10. aprila 1942 doživel osvoboditev. Treba je pa povedati, da jo je doživel, je imel pa velike zasluge tudi notranji taboriščni odbor, ki mu je s tem, da so ga nekajkrat rešili pred transportom, ker je pomenilo, da greš v še hujše taborišče Dora, Mittelbau, so mu rešili življenje vsaj 2-krat, 3-krat. Gospod tovariš Vekoslav Figar je bil konkretno ta oseba. Da bo še bolj tragično je bila ta oseba potem po vojni v teh dahovskih procesih obsojena na izgubo vseh državljanskih pravic in tako dalje. Imel sem ga čas poznati. No in tako se je končala, pot mojega očeta. Vse, kar je povedal in celotna očetova zgodba je objavljena oziroma skeni njegovih zapisov so objavljeni na spletnem mestu History.
Torej lahko dostopate, lahko preberete. Hvala lepa. Bom izvala Manco. Za Manco je tudi bila njegova zgodba pomembna. Z Manco sva obiskali nekaj lokacij nekdanjih fašističnih taborišč. Manca kot fotografinja se je soočala z območji, kjer ni nobenih obeležij o obstoju fašističnega taborišča. Želela bi pa zdaj kratko tvojo izkušnjo iz Reničja, kjer sva obiskali nedavno postavljeno spominski park in oprezali za tistimi mejami nekdanjega taborišča, ki nam jih je povzel oče in pa Janez. Ja, ravno prej smo govorili o tem, kako, ko sem poslušala pričevanje gospoda Maršiča, v bistvu me je najbolj zaznamoval ta del zgodbe, kako je njegov oče v bistvu od lakote in ostali taboriščniki so bili prisiljeni v bistvu jesti plodove hrastov, ki so bili pač nasejani in zarasli po Reničju. To me je zaznamovalo, na neka beležka v možganih, ko sem se skušala vživeti, ampak zares nisem mogla tega čutiti, ker nikoli nisem bila v življenju toliko lačna, hvala Bogu. Ampak, ko sva pa prišli midve v Reniči, pa sem tam zagledala res ta hrastov gozd, pa sem nekje začutila mogoče res to zgodbo in se mi zdi, da na ta način so tudi fotografije, ki so nastajale, pač dobile neko čustveno komponento in so bile sposobne, upam, da skomunicirati tega, kar danes ni vidno, pa se je dogajalo v preteklosti izpred več kot 70 let. Hvala, Manca. Jaz bi nadaljevala z vprašanjem oziroma za zgodovinsko perspektivo, zakaj spomin na fašistična taborišča, in sem si zapisala, ker je razlogov kar precej. Najprej želim opozoriti, da se spominjamo dogodkov izpred 73 in več let. Gre za dogodke, ki sodijo na področje vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, a niso bili nikoli sodno obravnavani. Gre tudi za dogodke, ki so uničevali slovenski jezik, Slovence, tako vojaške osebe kot civiliste, od akademikov do dijakov, kmetov, moških, žensk, otrok, noseče ženske, starejše. Imamo zabeležene požige domov, celih vasi in množične deportacije. Ocena, koliko internirancev je bilo v italijanskih fašističnih taboriščih, se giblje okrog 50 000 Slovencev. Govorimo o internacijah v krajih, ki jih sploh ne poznamo, med njimi v Sloveniji Čigin, gremo pa v Italijo, Visko, Monigo, Cairo Montenotte, Fraschette di Alatri, Ustica, Chiesa-Nuova, Reniči in tako dalje. V teh taboriščih so najpogosteje ljudje umirali zaradi zanemarjenosti, lakote in bolezni. Bili so v veliki meri civilisti, aretirani brez razlogov, kategorizirani kot Slovani, med njimi Slovenci, in bili s strani okupatorja italijanske vojske tretirani kot halogeni, kot najslabša etnična kategorija. Njihov status v taboriščih je bil slabši oziroma položaj od Judov. Ugotovili smo, ko smo začeli delati, da je to tema zanemarjena tema v analih druge svetovne vojne in da je bila pozaba politično ustvarjena. To nam je potrdil tudi dr. Vratuša in mnogi drugi sogovorniki in ni skrivnost. Italija je pomenila v preteklosti zaščito pred širitvijo komunizma in socializma na zahod in hladna vojna je to s pridom uporabila. In zavezniki ob tem. Povedala sem, da so kraji internacije neohranjeni, poleg tega in še bolj pomembno pa je, ne obstaja muzej, ki bi govoril
o zločinih italijanskega fašizma. Ne obstajajo inštitucije, ustanove, kakršne poznamo za primere raziskovanja nacizma ali ohranjanja spomina na zločine nacizma. In hkrati smo ugotovili, da v Sloveniji pogrešamo akademsko obravnavo psihološkega področja vojne in politične travme. Urška je v našem triu zgodovinarka, sodeluje na večjem projektu znanstveno-raziskovalnega centra, ki je zbiral in zbira pričevanja še živih pričevalcev internacije v fašističnih taboriščih. Seveda je sedaj tudi ožja sodelavka v delovni skupini dr. Marte Verginella. In ona je bila del zelo majhne skupine, ki je z metodo ustne zgodovine naslavljala preživele. Urška, če lahko povzameš, kaj je zate kot mlajšo raziskovalko na področju zgodovinopisja pomenil vstop v te zgodbe, v te spomine? Dober večer še z moje strani. Pravzaprav sem se šele pri vstopu v to raziskovalno temo zavedla, da je tudi moja družina zapečatena z italijansko okupacijo zelo bolj kot z nemško. Po mamini strani sem iz Tolminske, po očetovi iz Notranjske. Očetov ded je bil ustreljen in s tem je družino rešil internacije, dočim moj ded iz Modrejc pri Mostu na Soči je bil kot pripadnik posebnih brigad, bataljon iz Pečale v bistvu se imenuje, bil interniran na Sardinijo. Jaz pravzaprav nikoli nisem slišala zgodb, ne od enega, ne od drugega očeta v smislu internacij. Spomnim se samo tega, kako je na mojega dedka, po očetovi strani, na mojega notranjskega dedka vplivala smrt očeta, ki je kot talec pač rešil družino. Ampak tu bi poudarila tudi to, da marsikatera družina ni bila tako srečna, da bi ostala doma, da so jih kljub temu, da so bili ustreljeni, so bili internirani v razna taborišča. Moram reči, da je nekaj povsem drugega, ko prebiraš zgodbe ali pa ko imaš ob sebi osebo face to face, se pravi osebo ob sebi, ki ti govori, ki ne samo z besedami, ampak tudi z mimiko, z glasom, precej večdimenzionalno prikazuje izkušnje. Moram reči, da sem sama imela nekaj tednov zelo slabega spanja, nočnih mor, ko sem to poslušala. Še zmeraj trdim, podobno kot Manca, da si ne morem predstavljati v celoti, kakšna grozna izkušnja je to bila. Ampak lahko pa rečem, da me je prav ta zamolčanost, te težke zgodovinske epizode, ki je pravzaprav zelo množična za slovenski narod, me je napeljala k temu, da raziskujem to še danes, tudi če pravzaprav projekt več ne poteka. Že nekaj let, da sem še zmeraj odprta za to, da intervjujem koga od preživelih ali njihovih svojcev in na nek način skušam tudi kot zgodovinarka ugotavljati specifike fašističnih taborišč, ker mislim, da so se kar precej razlikovale od nacističnih. Hvala. Si v bistvu raziskovalka na znanstvenem področju in omenila si, da smo kot narod zelo zaznamovan s podobnimi zgodbami. Ali si bila primerno, meniš ti osebno, si bila primerno pripravljena na to vrstno znanstveno delo?
Ne. Ali veš, če obstaja izdelan protokol dela in supervizije za to vrstno delo v Sloveniji? Mislim, da ne. Mislim, da imamo na področju ustne zgodovine še marsikaj postoriti, tako ne samo na primeru raziskovalne etike, ki je pač posplošen, oziroma ki je pač stvar vsakega raziskovalca posebej, kakor se je drži, ampak tudi primer arhiviranja je težava in seveda tudi primer, kako se raziskovalec sam sooča s takimi težavnimi temami. Namreč, ko sem bila pred leti na mednarodni konferenci ustne zgodovine, je bil en cel panel posvečen temu, kako se raziskovalci holokausta soočajo s pričevanji oziroma s pričevalci in pričevanji, na katera naletajo. Ampak moram pa reči, no, da je ta izkušnja me zaznamovala tudi v mogoče pozitivnem smislu. Enostavno, večkrat sem se namreč vprašala, kako bi jaz preživela, jaz kot zdaj otrok 70 let, po svoje zelo razvajena oseba, če gledamo recimo generacije pred drugo svetovno vojno, z veliko potrebo po intimnem prostoru, z veliko potrebo po recimo nekih higienskih standardih, kaj bi bilo, če bi se prehladila, kdo bi mi skuhal čaj. Mislim, to so vse take stvari, jaz sem prepričana, da ne vem, če bi zdržala en mesec takega tretmaja. Hvala lepa. Pred časom smo imeli projekcijo dokumentarnega filma in pogovor z nekdanjimi interniranci v mini teatru ob festivalu strpnosti in devetošolce in dijake srednjih šol oziroma gimnazije zelo prisunilo, ko je gospa Albina Vogrin povedala, kako so ji odrezali lase in kako hudo je to bilo za njo. Dobiti v roke kito, s katero ni več vedela, kaj bi počela. Torej, zvedeli ste, kako smo ohranjali zgodovinski spomin. Posnele smo pričevanja z metodo ustne zgodovine, fotografirala nekdanje pričevalce, celo predmete, ki so svojevrstna dediščina in pridobljeni material uporabile na več načinov. Naše delovanje in naš pristop je bil tudi angažiran, aktivističen in naša želja je bila, da z umetnostjo vplivamo na realnost, na razmerje do sveta in v svetu. Poudarjamo od začetka, da naše delovanje ni ideološko. Lahko bi podoben pogovor imeli na temo katerekoli skupine žrtev, kateregakoli nasilja ali odvzema svobode. Naše delovanje, rade povemo, je usmerjeno v delovanje za mir. Se pa nam zgodi, ker smo predstavnice mlajše generacije še vedno, da ko povemo, da se ukvarjamo z zgodovinskim spominom, dobimo odgovor, zakaj se pa ukvarjate z mrtvimi. In šele čez čas sem jaz dobila primeren odgovor, kajti spomnila sem se, da lahko vprašanje razumem tudi kot češ, zakaj pa bereš Homerjevo Iliado. In tukaj bi želela nasloviti vas, dr. Kroflič. Nocoj ste že veliko slišal, ste pristaš pripovedovanja zgodb, ste pristaš uporabe umetniških metod v izobraževanju. Jaz bi vas najprej prosila za en povzetek, kaj ste vi danes doživel in razumel tukaj z nami. Ja, kar nekaj je detajlov, ki so vredni omembe. Prvo mogoče to, ko so interniranci govorili o tem, na kakšen način pravzaprav se v javnosti sploh ohranja spomin na te dogodke. Ne? In ugotovimo, da so to pač neke statistike in komemoracije. Ne? Da pravzaprav kakšne druge prepoznavne oblike ne najdemo. Ne?
Seveda problem pravzaprav takega naslavljanja nekega zgodovinskega dogodka je ta, da pravzaprav ta dejstva, ki so nekoč imela nek čustven naboj, nek pomen, ne, pravzaprav s časoma tega pomena preprosto ni več. Ne. Isto je v znanosti. Ne. Seveda, mi se lahko ukvarjamo z osebnimi pričevanji, lahko se ukvarjamo z dokumentacijo, ne, in z vsem tem gradivom pravzaprav poskušamo čim bolj objektivno opisati nek dogodek. Ne. Ampak pravzaprav kaj šteje v znanosti? Ne. Štejejo bistveno bolj neka dejstva, ne, in neke razlage, ne, medtem ko se pravzaprav tisti intimen pomen, ne, ki je vezan bil na te dogodke, zgublja. In če je za kaj pomembno, recimo, ohranjanje spomina z današnjega vidika, je ravno to, da se z nekim novim pristopom pravzaprav tem simbolom ponovno dodeli ta čustvena vsebina. Ne. Tule sem si prebral en kratek citat ene avtorice, ki se sama kot umetnica, pa tudi kot pravzaprav teoretičarka ukvarja z memoarji, z ohranjanjem spomina, ne, med drugim je recimo zapisala, da spomin želi ohraniti podobo, detajl, ki je nekoč simboliziral določeno vrednoto. Vrednota pa se lahko s časoma zgubi in posledično sta si ta vrednota, ta občutek in pa ohranjen spomin, ki je podoba, ne, lahko tuja. Zato je resnična naloga zapisovalca spomina, da ponovno vzpostavi to povezavo. Povezavo med uskladiščeno podobo in skrito emocijo. Ne. Se pravi, v detajlih, ki jih ohranjamo v spominu, ne, se pravzaprav nahajajo neki simboli, ki pa so za nove generacije izpraznjeni. Ne. In zame je pravzaprav vitalen pomen ohranjanja spomina, da se te vsebine nazaj vrnejo. Ne. In zato se mi zdi, da če izvzamemo svojce, pa tudi med svojci, se da ugotoviti, da niste vsi pravzaprav na enak način odreagirali pravzaprav na to predano dediščino. Ne. Da je bilo tudi to povezano mogoče z intenzivnostjo odnosa, z osebo in tako dalje. Ne. Če želimo to ohraniti, pravzaprav si moramo enostavno najti drugačne načine, kot se običajno pravzaprav to dogaja, ali na nekih komemoracijah, ali pa v nekih, rečemo temu, zgodovinskih knjigah, kjer seveda, ki so pomembne, ker podajajo neke podatke, ki se bodo ohranili, ampak enostavno te sporočilnosti ni več. Ne. In zdi se mi, da je ta kombinacija, recimo, narativnega raziskovanja in pa rabe umetniških podob pravzaprav res vrhunska, ne? Ker s tem enostavno te spomini dobijo tisto razsežnost, ki jo zgolj podatki, dejstva o nekih dogodkih nimajo več. Če sem razumela, torej smo na pravi poti soavtorice tega dela in kot razumem, in prosim, razložite, ima to vrstno delo skupaj z zbranimi pričevanji, z naracijo, ki jo ustvarimo, z fotografijami, z samo knjigo in z vsemi oblikami, ki smo jih proizvedle za to videnje in doživljanje, lahko mesto v izobraževalnem, pedagoškem smislu ali prostoru, dobesedno iti v šole. Bi to lahko postal del obveznega kurikuluma? Ali je to sploh potrebno, tako? To bi moralo biti. Pač iz zgodovine pedagoških idej se naučimo, da so stoletja pravzaprav se ljudje izobraževali in vzgajali s tem, da so obnavljali v bistvu zgodbe iz svoje lastne zgodovine. Ne. To je bilo pravzaprav, to je bil najbolj prepoznaven medij recimo formiranja človečnosti. Ne. Zdaj, zakaj je temu tako? Ker se da zelo dobro pokazati, da ima zgodba na nek način dva ključna naboja, brez katerih zelo težko shajamo. Ne.
Eno je, da je zgodba neka oblika, ne, pripovedovanja, ki je podobna pravzaprav načinu, kako sami oblikujemo podobo o samih sebi, se pravi o lastni identiteti. Ne. Če ti nisi sposoben povedati neke sklenjene zgodbe o tem, odkot prihajaš, kaj se s tabo dogaja in kaj doživljaš v luči ciljev, ki si jih postavljaš, se pravi, da imamo to nit med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, pravzaprav ne veš, kdo si. Ne. In druga stvar, ne, seveda tudi v širšem družbenem kontekstu je s pripovedovanjem zgodb, tudi to se da razbrati iz teh pričevanj, pravzaprav povezana tudi možnost osebne osvoboditve. Tistih, ki nimajo glasu, tistih, ki so zaradi takih ali drugačnih ideoloških okoliščin, katerih zgodbe so bile zamolčane. Ne. Samo dajati glas pravzaprav tem zgodbam je tisto, kar lahko pravzaprav nas reši tudi danes podobnih zapletov. Predtem sem poudarila, da naše delovanje ni ideološko. Hkrati smo se pa znajdle vse, da nam je bil del spomina kot pripadnicam etnične skupine Slovencev odvzet in da ob soočanju z pripovedmi nekdanjih internirancev smo ugotovili, kako močno se ohranja ta manjko, da te zgodba določene skupine, ki ji pripadaš, ne vključi v pripoved. A ne? In mi smo oblikovali skozi čas neko razmišljanje in hipotezo, a ne, da je pomembno govoriti o vojnih zločinih in da je pomembno s tovrstno naracijo govoriti o njih. Kajti sicer se soočamo s tem, kar živimo danes, ko se kratijo temeljne človekove pravice in ko v Sloveniji ostajajo nekaznovani tisti, ki zanikajo holokaust ali nacistična taborišča. In tudi zanikanje fašizma in z njim teme oziroma fenomena kulturnega genocida, menimo, da bi bilo potrebno več motrenja. In danes se bomo še vračali k tem področju, kajti mi ugotavljamo, da je bila taktika fašizma uničenje kulture, ki se je začela kmalu po prvi svetovni vojni v Trstu, razširila po tamkajšnjem območju, kjer so živeli Slovenci in dosegla vsa okupirana območja. Predtem bi vas pa še želela, dr. Kroflič, od vas še eno vprašanje. Zakaj kazati zlo? Zakaj kazati človeško nasilje, krutost, nečloveškost? Zakaj jo pokazati z umetnostjo in kako? Ja, to je velika zgodba, ne. Znane so razprave po drugi svetovni vojni, ne, o tem, ali je umetnost po holokaustu sploh še mogoče možno zagovarjati. Sam sem trdno prepričan, da je jezik umetnosti eden od načinov, kako pravzaprav poskušamo razumeti, osmisliti in to, kar se nam dogaja ta trenutek, in preteklost, in pravzaprav vse te projekcije, ki jih delamo za prihodnost. In seveda načinov, kako se lotevamo tudi tistih tem, ki niso najbolj privlačne in prijetne, je zagotovo veliko estetskih kriterijev, kaj početi z zlom in na kakšen način je tudi veliko, tako da tu nekega generalnega odgovora nimam, ampak zame pravzaprav je dolžnost umetnosti, da se ukvarja z tistimi situacijami, ki so za človeka in človekovo bivanje ključne. In soočenje z zlom je ena od takih situacij. Ali gre pravzaprav za osebno travmo, ali gre za kolektivno travmo, to so dogodki, ki močno zaznamujejo
bivanje posameznika in celotne skupnosti in pravzaprav enostavno o tem moramo razmišljati. Kaj je alternativa temu razmišljanju? Seveda pozaba. Ne? In na nek način videli smo, kam pozaba vodi. Pozaba vodi k prvič obnavljanju podobnih dogodkov vedno znova in znova, predvsem pa je, da se pokazati, ko gre za pozabo, recimo na ravni javnega odnosa do nekih dogodkov, vedno bila in vedno bo motivirana pravzaprav z nekimi specifičnimi političnimi cilji. Ne. Še eno asociacijo sem bil prej, ko sem poslušal, spomnil sem se ene zelo zanimive zgodbe, tudi iz druge svetovne vojne in interpretacije, ki nam jo je postregel ob svoji analizi holokausta znameniti Zygmunt Bauman. Ne. Namreč, ko so se po kristalni noči Nemci prvič soočili z demonstriranim nasiljem nad judovskim prebivalstvom, je bil odpor nemškega prebivalstva zoper tako ravnanje viden. Se pravi, Nemci tega niso kupili, niso se mogli strinjati s takim ravnanjem in seveda zastavilo se je vprašanje, kako bo lahko ta Hitlerjeva politika uspela pravzaprav utišati te odpore med lastnimi ljudmi. In rodila se je ideja, da tisto prvo, kar je potrebno storiti, je, da se prekine fizičen stik nemškega prebivalstva z judovskim. Ker ko so Jude nagnali v gete in ko se je začelo o judovstvu govoriti kot o neki ideji, ko ob tem nimamo več pred sabo žive slike, konkretne osebe, ki jo poznamo, takrat lahko kupimo marsikaj. Se pravi, ko smo odlepljeni od teh osebnih zgodb, ki imajo čustven naboj, ki ga izpostavlja umetnost, takrat pravzaprav vse... Ali ustna zgodovina, pardon, da dodam. Ja, seveda. Seveda, ne? Seveda, ne. Takrat pravzaprav je mogoče prodati kakršnokoli idejo, te etične varovalke se izrazito zmanjšajo, neka načelna morala prenese govor takšne ali drugačne oblike. Danes pri nas vidimo pravzaprav, kako skrajno tolerantni smo do sovražnega govora. Skratka, to je pravzaprav tisto, zaradi česar se moramo na nek način zavzemati, da se taki pristopi ohranjajo. Tu se najdemo za obljubo, ki so jo dali taboriščniki 2 dni po osvoboditvi Buchenwalda in vrzeljo, ki jo danes opozarjamo na njo. Zdaj se bom jaz vrnila kar k knjigi. Manca Juvan je avtorica fotografij, je pa tudi urednica knjige. Sodelovala je z oblikovalskim tandemom Prapesa. V njem sta Sara Badovinac in Peter Zapret. Jaz ne vem, če sta ona dva tukaj, jaz njiju še nisem videla, sem videla njuno delo. Lep večer, hvala, da si tukaj. Besedilo sva prispevali z Urško in v angleščino ga je prevedla Manca Gašperšič. Na Mančino in naše delo se je odzval Slavoj Žižek in prispeval spremno besedo. Recenzenta knjige sta bila dr. Oto Lutar in dr. Marta Verginela in založila jo je založba ZRC. Knjiga je izšla konec minulega leta in takoj po izidu je bila prepoznavna kot kvalitetna na Slovenskem knjižnem sejmu. Pozneje, nedavno, mislim, da pred 3 tedni je v Los Angelesu v ZDA prejela nagrado na mednarodnem sejmu neodvisnih fotografskih knjig. Lahko tako prevajam, a ne? Velik fotografski dogodek, na tistem delu pomemben po vsem svetu. Knjigo je opazila Elizabeth Avden. Ona je
ženska, ki v svetu fotografije in oblikovanja fotografskih knjig pomeni zelo veliko, živi in deluje v New Yorku. In za nas, in bo Manca povedala, če je tudi osebno zanje tako, pomeni, da se je naša namera, da internacionaliziramo vedenje o obstoju fašističnih taborišč začelo. Z drugimi vzvodi, če smo poskušali preko diplomatskih poti ali z poskusi gostovanja razstave v Bruslju, morda v Luksemburgu, zdaj se je odprl nov muzej evropske zgodovine, ne vemo, morda je to nov prostor, ki nas bo gostil. Nismo še uspeli prodreti v Italijo, na primer. Po 4 letih delovanja se odpirajo možnosti. Bile smo v Hamburgu in razstava je gostovala na območju nekdanjega taborišča. Sem pozabila ime? Neuengamme, hvala lepa. Manca, preden nadaljujem, moram prebrati prevod, ki sem ga zapisala o recenziji knjige in ga ne vem na pamet. Recenzijo je napisal ocenjevalec knjig na mednarodnem sejmu, ime mu je Douglas Stockdale. Takoj so me prevzeli 4 kriteriji, ki jih uporabljamo za vrednotenje prispelih knjig. Fotografija, izvedba projektnega koncepta, oblikovanje knjige in produkcija knjige. Oblikovalski element, ki je izjemen, on je uporabil besedo brilliant, je med platnicami. Večina notranjih strani so horizontalno prepravljene, kar omogoča bralcu, da spreminja in prilagaja sosledja ter ustvarja pare strani, s tem pa ustvarja pripoved. Oblikovanje knjige je odlična fizična metafora razdrobljenosti spomina, ki je lahko nepopoln ali pa pomešan v času. Prav tako oblikovanje knjige kaže na zmožnost spreminjanja dejstev in spomina. Manca, proces oblikovanja knjige je trajal nekaj časa. Začetna želja je bila, da mora fotografska knjiga vključevati presenečenje. Od tu naprej prepuščam tebi, da nam poveš izkušnjo sodelovanja s tandemom Prapesa in odločitev za takšen prelom, kot ga knjiga danes ima in je opažena in nagrajena. Ja, mislim, da je bilo sodelovanje s Petrom in Saro izjemno v smislu tega, da v štartu, ko smo se sestali, je redko kdaj tako, da pač se oboje stransko začuti tema. In tukaj se je pokazalo strani Petra in Sare, da sta v bistvu zelo dobro začutila tako težko temo, če tudi sta oba oblikovalca mlajše generacije kot jaz. In v 3 predlogih, ki sta jih podala, smo se skupaj zelo hitro, v bistvu smo bili vsi za tega tretjega, ki je bil bolj drzen na nek način. Tako stališča tehnične izvedbe, kot pač same dejanskosti rezanih strani in koncepta, pač fragmentacije spomina in kolektivne travme. Zavedali smo se na tisti točki, mislim tudi jaz, da mogoče starejša generacija na nek način ta dizajn ne bo tako zelo blizu, čeprav tale kritik Douglas Stockdale je predstavnik starejše generacije, ampak je vseeno bolj izobražen, kar se tiče branja knjig in tovrstnih metafor. Ampak hkrati smo se zavedali, da želimo ustvariti se pravi nek objekt, kjer bi dizajn nadgradil vsebino. Se pravi, da ta efekt rezanih strani ne bi bil efekt, ki bi bil sam sebi namen, ampak bi nadgradil pač vsebino te knjige in na ta način pač prisili bralca k počasnejšemu gledanju in branju zgodbe, k ustvarjanju večjih naracij svoje narave. Vsakič znova, ko se vrneš pač k branju knjige, lahko ustvarjaš neko novo naracijo, kar se mi zdi, da bogati neko izkušnjo
in knjigo samo. Tako da v vseh elementih se mi je zdel to pač genialna ideja in če tudi je kazalo zelo v posameznih korakih nemogoče izvedljiva, ne, želeli smo si pač ne špiralne vezave, če gre zdaj v neko tehniko, pa smo na koncu pristali na njo, ker vse druge verzije so fizično knjigo raztrgale. Smo vsi zelo ponosni, da pač v taki obliki, kot je, stoji pred nami in da seveda tudi neka komisija, ki je strokovna z stališča fotografskih publikacij, da je prepoznala pač neko vrednost in pravzaprav še predno sem jaz karkoli povedala, čemu namen razrezanih listov in tovrstnega oblikovanja, sama v njej zaznala to moč. Prosim. Ne kot strokovnjak za dizajn, ampak kot pravzaprav klasičen ljubitelj knjig in odjemalec, ko sem jaz prvič dobil to knjigo v roke, sem pravzaprav videl, da se na nek način vsebina dvakrat z metaforami podvaja. Zdaj Manca je govorila seveda o dizajnu, ki omogoča to metaforo pač lomljenja spomina, ne? Ampak zavedati se moramo, da je tudi način, kako se je Manca lotila fotografske opreme zgodb, ne, izrazito metaforičen, ne, ker imamo na eni strani fotografirane artefakte, ki simbolizirajo ohranjanje spomina, ne, in to tudi naslov publikacije in ta znamenita srebrna žlica, na drugi strani pa fotografije krajev, kjer so bila nekoč taborišča, kakršni so danes, se pravi zapuščeni, brez obeležij, kar je naravna metafora pozabe. Ne. Tako da se mi zdi, da se pravzaprav ne glede na to, ali to komu razlagaš ali ne, očitno ta sporočila pridejo do bralca. In to je točno to, pravzaprav, o čemer sem prej govoril, ne. Ker lahko nek domišljen in tudi občutljiv umetniški jezik nadgradi pravzaprav pomen tistega, seveda, kar je jedro vsega skupaj, to pa so pričevanja. Hvala lepa za ta povzetek. Manca, tebe bom vprašala, te nisem imela časa, ampak ko sem sporočala in delila informacijo o nagradi, so me iz tujine takoj vprašali, ali bo pa zdaj končno to pozitivno vplivalo na vaše delo in boste prejele kakršnakoli finančna sredstva, kaj to pomeni za nadaljevanje dela, ali boste vključene kam. Ali si ti dobila kakšno ponudbo do zdaj? Ne, pravzaprav sem par dni nazaj prejela novico, da projekt prevod knjige v italijanščino in prevod spletne strani v italijanski jezik in razvoj teh učnih materialov in v bistvu izobraževanje učiteljev v nekih regijah v Italiji in Sloveniji. Projekt, ki sem ga napisala za Open Society, da je bil pač neizbran, se pravi neka vrata, na katere smo zopet trkali, v upanju, da končno pridobijo neka sredstva, ki omogočajo razvoj, nadaljevanje, smiselno nadaljevanje in nujno nadaljevanje tega projekta, pač na vrata, ki so se zaprla zopet. Tako da v smislu tega, mislim, ne vem, ne razumem točno zakaj, mislim, lahko razumem, ne, ta projekt vizualno je sicer močan, ampak ni ravno v jeziku, ki bi bil trenutno mogoče najbolj popularen, ne, ker ne temelji na neki vrsti šokantnih, spektakularnih podobah, ki pa so trenutno nek jezik, ki prevladuje v medijih. In tudi zato, ker je tema, ki obravnava drugo svetovno vojno, se mi zdi, da v zahodnih medijih in v zahodnem prostoru je še toliko težje pridobiti posluh za širjenje pač tovrstne vsebine. Mislim, trenutno se dogaja neka velika debata na področju fotožurnalizma in dokumentarne fotografije, ne, z mnogimi kršenji pač etičnih standardov. In res je, da te ključni gatekeeperji, ki pač ohranjajo fotografsko industrijo takšno, kot je, pač temeljijo in poudarjajo, nagrajujejo vsebine, fotografske vsebine, ki dostikrat ne ohranjajo osnovnega dostojanstva ljudi, katerih zgodbe pač ti projekti govorijo.
Jaz upam in iz naše izhodišče, moje izhodišče, naše izhodišče je bilo na ta način, da se ohranja neko osnovno dostojanstvo vseh pričevalcev in tudi mest, lokacij nekdanjih, je pa zato jezik nekoliko zadržan lahko, ne? In temu času, ne vem, kako ne uporabim besede, mogoče dolgočasen, in zato toliko bolj nezanimiv za trenutno industrijo. Odpira vrata. Se nasmiham, veš, Manca, ker si najdla opravičilo za to, kar se dogaja, vendar smo vztrajne. Mislim, da to vrstno razglabljanje ni potrebno. Potrebno je pa povedati. Knjiga je izšla v angleškem jeziku. Toliko finančnih sredstev smo zelo težko uspele pridobiti za projekt. Več ne. Zato obstaja slovenski prevod na spletu in tudi prošnja, da je tudi angleška knjiga na spletu vsem dostopna. Upajmo, da se bo zgodil tudi italijanski prevod, kajti res je, nimamo možnosti prevoda v italijanščino, kjer pa je živahno zanimanje za to temo, tako strani z zgodovinarjev, kot tudi javnosti. Ja, Manca, lahko prosim poveš, koliko je stala knjiga? Povej okoliščine, povej, kdo je bil, kdo je prispeval delo prostovoljno, kdo ga ni in kaj smo res plačali. Plačali smo zgolj tisk knjige. 300 izvodov, tiskali smo v Nemčiji, tudi zato, ker v Sloveniji ni bilo tiskarja, ki je bil pripravljen tiskati na nek način zahtevne fotografije, ker estetika je nekega nizkega ključa in predstavlja izziv, pa tudi izvedbeno vezava v Sloveniji pač ni bilo nikogar. Tako da tisk je bil 300 izvodov, mislim, da 8400 evrov. Tako da tudi, če se lotimo zdaj slovenske izdaje in italijanske, v 300 tih izvodih govorimo o takšnem istem znesku. Hvala za vprašanje, zelo na mestu. Kako težko je bilo priti do finančnih? ZRC seveda je ponudil neka sredstva v okviru projekta, polovico nekje, polovico pa pač je bilo na nas, da najdemo. Jaz sem bila angažirana po nekem našem ministrstvu za kulturo, ki si sploh ni odgovorilo, pa tudi po večki na prošnjo in tudi s klicem in tako naprej. Tako da v drugih inštitucijah, tudi tujih, kjer je sem gotovila veliko lažje v bistvu prijavljati ogromen projekt vreden 50 000 kot pa dolarjev, kot pa neko knjigo, ki je zelo specifična. Tako da po osebnih naslovih smo zbrali 100 evrov. Tako da tudi obrnili smo se na Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer je bilo rečeno, da komercialnih projektov ne podpirajo. In ta knjiga naj bi bila komercialni projekt, zato ker se prodaja, če tudi bi šel znesek od prodaje namen nadaljevanju projekta, tako da tukaj nismo bili ravno na isti valovni dolžini, kaj je komercialno in kaj ne. Potem pa so sicer podprli spletni projekt, v bistvu smo ga naredili prostovoljno. Jaz in Dejan Paradiž, ki je v bistvu sem zelo hvaležna, mi veliko pomagal pri tem. In smo ta denar, ta sredstva, ki so bila namenjena spletu, v bistvu uporabili še za knjigo, tisk knjige. Ja, tako da, to je nek finančen razbitek. V bistvu oblikovalca sta delala prostovoljno, mi delamo prostovoljno že od vsega začetka. Kdorkoli računalničar, programer je delal prostovoljno, samo pač z namenom ohranjanja spomina, ker smo vsi v tem prepoznali pač neko pomembno komponento. Ampak nedogled seveda prostovoljno ves čas se delati ne da in to je ta problem, ko ves čas ali fotografi, umetniki in vsi, ki delamo na nekem področju družbeno angažiranih tem, delamo prostovoljno, mislim. Nekje v naši državi je nek... Manca, bom jaz še stisnila en žulj. Bom jaz zdaj stisnila en žulj. Svojim delom smo naslavljali tiste, za katere smo menili, da so odgovorni za ohranjanje zgodovinskega spomina, za ohranjanje spomina na zločine fašizma
In žal, kot sem povedala, v Sloveniji ali na ravni Evropske unije nimamo ustanove, ki bi prejemala denar iz naslova storjenih zločinov v preteklosti in bi lahko financirala ohranjanje spomina ali izobraževanje na to temo. Tudi Slovenija kot taka tovrstnih sredstev nima ali jih ni ustanovila. Če gledamo za nazaj, ker gremo v zgodovinske dogodke, poskuse sodne obravnave zločinov fašizma v času nekdanje Jugoslavije, seznamov zločincev in tako dalje, to so zgodovinska dejstva. Danes, kar se mi soočamo in sem že izpostavila, govorimo in izpostavljamo fenomen kulturnega genocida. Kulturni genocid ni sodna kategorija, ni uspel postati sodna kategorija. Vendar, kaj ugotavljamo, če živimo v državi, kjer tisti, ki smo jih izvolili, da delujejo v našem imenu, ne premorejo etične in moralne drže, da bi znali odločiti in reči, seveda, tovrsten način dela, tovrstno ohranjanje zgodovinskega spomina je potrebno. Potem se ti zgodi, da gostuješ s fotografsko dokumentarno razstavo v Državnem zboru in te tisti, ki naj bi bili vzorniki tega, da ne bi bilo spodbujano prostovoljno delo, ne plačani avtorsko delo, da bi ovrednotili in razumeli prekarnost, tudi tisti so želeli, da delamo brezplačno. Celo prinesli smo svoje materiale, kot so lepilni trak in podobno. To je bilo za nas šokantna izkušnja stanja duha v družbi, v kateri živimo in še danes občutimo ta šok. Kljub temu delujemo in smo povedali, delujemo v smeri svobode, človekovih pravic, dostojanstva in pluralne demokracije. Zahvaljujem se obema oblikovalcema, Sara Badovinac in Peter Zapret. Hvala vama. Naredila sta veliko delo. Čas je za zgodbo. Na ovitku je Martinina srebrna žlica. Martina Košak je bila medicinska sestra. Srebrno žlico je imela seboj in sploh jo je lahko imela, ker je izhajala iz gostilniške družine. Seboj jo je imela v zaporih, seboj jo je imela v internaciji na Rabu, seboj jo je imela na bojnih linijah in seboj jo je nosila po vojni. Preden je umrla, jo je predala gospodu Hermanu Janežu, ker je njega je razumela kot edinega pravega, ki bo znal z njo primerno ravnati in ohranjati spomin. Kot medicinska sestra se je Martina Košak soočila na otoku Rabu v provizorični bolnišnici taborišča z obupom. Skrbela je za novorojenčke, dojenčke in otroke. Ni jim mogla pomagati. Ležali so po tleh, imeli drisko, najedali so jih črvi in ona ni mogla potešiti njihove lakote ali žeje. Zanjo je bila to najhujša izkušnja. Po vojni sta ona in gospod Herman Janeš iskala otroke, ki so bili rojeni v taborišču Rab. Martina je najdla, srečala 4 dekleta, žene takrat. Gospod Herman je poiskal, spoznal 9 moških. To je skupaj 13. Po štetju gospoda Hermana Janeža jih vsaj 160 otrok ni preživelo
160 otrok mlajših od 15 let ni preživelo taborišča Rab. Torej, izključujemo vseh ostalih 11 taborišč za Slovence, ki so delovali v letih 42-43. Ni nam ostalo drugega, kot da postavimo srebrno žlico na naslovnico in zgodbo gospe Martine Košak za nosilno zgodbo. Kaj ti predaja nam to, kar nam je predal tvoj oče, ne, da ne smemo pozabiti. Gospod Herman, imate nocoj žlico s seboj? Jo hranite doma? V redu. Ste že razmišljali, kdo jo bo hranil za vami? Komu jo boste predali? Vaš sin. Želim še eno zgodbo. Vedno v družini boste ohranili. Priloženih žlici je priložen opis, čigava je bila, kakšno življenjsko pot je žlica doživela in tudi njena lastnica. In seveda moja prošnja, da se to žlico ohrani v tem smislu, kot mi jo je izročila velika prijateljica Martina Košak, ker jo je zaupala meni, ne pa svojemu sorodstvu, ker ona je le imela še 2 sestri in nečakinje, ampak rekla, ti jo boš znal najbolj ceniti, zato ker veš, kaj žlica pomeni v vsakem trenutku. Jaz bi prosila, da tehnik v tem trenutku tudi požene fotografije, ki jih je izbrala Manca, da bodo v nadaljevanju našega pogovora vidne na platnu. Želim še eno zgodbo. Gospa Barbara Miklič-Turk, smo bili kritični do diplomacije Slovenije, vendar vi ste živela diplomacijo in tudi širila vedenje o obstoju fašističnih taborišč. V našem pogovoru ste omenila, kako ste med ženami diplomatov tudi povedala, hkrati pa tudi vi hranite objekt. Nam lahko poveste na kratko, kaj hranite in kakšen pomen ima za vas in morda s kom vse ste zgodbo podelila? Zdaj ste me malo presenetili, sem še čist ganjena, čekajte. Torej jaz imam čepico, ki jo je moja mama spletla v Gonarsu. Moja mama je bila stara takrat okoli 17 let, mislim, in v Gonarsu je bila z očetom in mamo. In v baraki je imela prijateljice in iz enega starega roza puloverja, ki je bil že pač neprimeren, skratka, je spletla eno čepico, na katero je z modro volno izvezla imena taboriščice oziroma prijateljice iz barake, pa njena številka, pa njeno ime je gor. Seveda, jaz imam velik problem, jaz sem v bistvu najstarejša v družini, vsi so že pomrli in tudi spomin nekako odhaja. Zato bi, seveda, imam zelo omejeno število zgodb za povedati, ampak so vedno zelo dobro učinkovale. Mislim, ta čepica, jaz se spominjam, ko smo bili v New Yorku skupino, to je women, ko se že reče, to je ena skupina judovskih gospa, imenitnih, mislim, iz bogatih družin, v glavnem je 4-krat na leto priredila en celodnevno pravzaprav druženje z ženami diplomatov pri Združenih narodih, ženami veleposlanikov in nam je v enem dnevu pokazala pač recimo kako zdravijo raka in podobne stvari, pa vedno je bilo tudi kosilo in pogovor in
in obenem tudi združenje. In jaz sem slučajno na prvem takem v Sloan Cateringu, se spomnim, sem se usedla zraven ene gospe, ki je tudi ime Barbara in sva postali v bistvu najboljše prijateljice. Je Židinja in njen mož tudi seveda. In vedno sem se udeleževala srečanj in enkrat smo šli v muzej holokausta, ki je tudi v New Yorku manjši, zelo lep. In se spominjam, ko smo vse to pogledali, smo potem imeli razgovor in potem sem jaz rekla, ja, saj moja mama je bila pa tudi v koncentracijskem. Jaz sem vedno nekako skušala izobraževati vse tam. Pa so rekli, kako? A si ti Židinja? Sem rekla, ne, mislim, niso bili samo, namreč ta problem v Ameriki, vsi vedo za holokaust. To je, tam so znali iz tega narediti eno veliko zgodbo, pretresljivo in seveda veliko denarja je, ljudje so zelo bogati in razumejo, da je treba spomin na vse te stvari ohranjati in to delajo zelo dobro, zelo temeljito in pomembne osebnosti so člani teh njihovih združenj, ki za to skrbijo in še zdaj imajo naprimer tudi pogovor, ne vem, mogoče celo enkrat na teden ali enkrat na mesec, tudi Madeleine Albright, ne vem, ogromno ljudi pride tja in pripoveduje lastne izkušnje. In se pravi, jaz sem tu, predvsem v Washingtonu, to je največji muzej, in znajo te stvari prikazati seveda tako, da je vsak človek, ki pride tja, pretresen. Vsak človek dobi eno tako prospekt z enim imenom, eno zgodbo, polovico zgodbe. In potem na koncu pa izveš, kaj se je zgodilo s tisto osebo. Na koncu. Skratka, hočem reči, oni imajo to možnost, pri nas ni te možnosti. In rekla bi to, v New Yorku sem dejansko, kadar sem imela priložnost, enkrat sem morala v svoji slovenski identiteti govoriti, v enem v klubu, Cosmopolitan Club, in sem začela pravzaprav s tem, da sem dvignila takole tisto svojo čepico, pa škornček, ki ga imam, ker moj oče je prišel iz Rusije, star 3 leta in v njegovem škornčku je 2 zlatnika. To je bilo, kar sta z mamo imela pravzaprav, ko sta prišla nazaj. No, in sem rekla, veste, to je pa moje bogatstvo. In vsi so se skoraj zjokali, ker to je nekaj, ko pokažeš nekaj, vse to je zanimivo, kako en tak predmet, kako ta knjiga ali pa ta žlica, jaz sem čist preč od tega. Mislim, to pravzaprav toliko simbolizira in toliko pove, da smo lahko veseli, da sploh imamo še nekaj takih predmetov, okoli katerih lahko eno zgodbo povemo. In stalno je treba v bistvu dejansko ljudem razlagati. Veste, jaz sem dosti razmišljala, kako to zdaj se šele spominjamo. Ampak bila sem v New Yorku, ko je bil ta slavni September 11. V enem dnevu se je vse zgodilo, ampak naslednji dan so že pozivali ljudi, da ne grejo k psihologu, k psihiatru. Veste, to je bilo, študente so, ostanite tukaj, če rabite svetovanje, prosim. Veste, bili so na voljo psi, tile, ki znajo ljudi pomiriti in tako naprej. Kaj je bilo pa pri nas 4 leta vojne? A je kdo kdaj razmišljal o tem, da je treba ljudi, da je njihove travme treba zdraviti? Mislim, da takrat je bilo mogoče samo udarniško delo. Kaj je bilo sploh po vojni? Ljudje so imeli tako hude travme, da so jih tako daleč potisnili, da šele zdaj prihajajo ven. Gospa Barbara Miklič-Turk, potrjujete večplastnost teme, ki jo naslavljamo. Glavno vprašanje, ali so Judinje ali pa žene diplomatov ali ljudje, ki so slišali
vašo zgodbo o obstoju italijanskih fašističnih taborišč vedeli zanje? Ne, v glavnem ne. Bili so presenečeni, ne? Ker vedo o sebi. Ne? Veste, jaz sem tudi rekla italijanskemu ambasadorju ko je bil ta slavni film Life is Beautiful, ne? Sem rekla, Paolo, life is beautiful, my mother was in Gonars. Ne? Mislim, a veste, jaz sem si upala. Ne? Marsikdo pa mogoče misli, da je treba imeti dobre odnose. Tudi predsedniku Italije sem povedala na tistem sprejemu, ja, in je bilo tako, da je takrat se mi je prišel predstaviti župan Gonarsa, ne, pol, in takrat smo tudi organizirali to, da sem jaz šla 1. novembra v Gonars in da sem imela govor in sem hotela imeti govor na mestu taborišča. Ne? In tedanji župan je bil zelo ponosen, ker je rekel, da je on bil prvi župan, ki je namenil sredstva za to, da se označi mesto taborišča, ker jaz sem povedala Napolitanu, da smo šli tja in da je tam bila sama koruza in sploh nisem mogla ugotoviti, kje je to taborišče. Ne? In zdaj počasi mogoče bo prišlo še kaj na dan, ne? Ampak povem vam, da ljudje so pretreseni, so presenečeni, ker se o veliko stvarih ne ve. Ne? Plasti, ki jih nosi ta zgodba in ta zgodovinski spomin je toliko, da smo uspeli odkriti jih kar nekaj. Dodala bom še zelo pomembno za nas. Smo državljani Evropske unije. Evropski spomin v svojem dokumentu govori o holokaustu. Vse ostale oblike totalitarizmov meče v isti koš. Nismo zadovoljne s tovrstno skupno evropsko zgodovino in menimo, da tovrstna skupna evropska zgodovina ne prinaša sožitja med različnimi skupinami. Menimo, prosim? Tako. Menimo, da je potrebno nasloviti vse žrtve totalitarizmov in jih poimenovati, da jih bomo poznali. Torej, danes smo postregli kar z veliko miro zgodb. Prosim. Zdaj se z tega lotevam kot dedič očeta iz Raba in Gonarsa in prevajam tudi tekst, bo pred kratkim, ne v mojem prevodu, pri Modrijanu išel na to temo. To, kar hočem reči. Imam prijateljico 93 let staro, Annette Beaumanoir, ki je pravičnica. Bil sem pred kratkim pri njej na obisku. Ona hodi, je vabljena po Nemčiji predavati o holokaustu in je povedala seveda, da Italijani so bili pri njih cool. Ona je iz tam blizu Montelimarja in tam so židovske otroke spravljali čez potem naprej v Švico in je nekoč na takem srečanju nekdo se hvalil, kako so bili tam domačini pravzaprav korajžni, kaj so se naredili, pa je ona ostala, profesor z Lyona je bil. Je rekla, kaj pa govoriš, saj tukaj sta bila samo 2 Italijana. Italijani so bili pri nas cool, ko sem jaz razlagal, o čem, ona je že prej vedela, ampak situacija je bila zelo drugačna in Evropa tega ne ve. To je zelo osveščena gospa, ki tega ne ve. V južni Franciji prav, ko so bili Italijani, sta bila 2 in mi smo zlahka židovske otroke čez spravljali. To so druge zgodbe. Potrjuje to, kar ugotavljamo in to, kar vedo interniranci z Raba, kjer je bilo jasno, poleg taborišča za Slovane, za Slovence je bilo taborišče Judov in Slovani so bili v šotorih ali pa pod milim nebom, Judje so bili v zidanih stavbah. To je ena od posebnosti italijanskega fašizma, ki tudi terja raziskavo in raziskave se dogajajo. Ves čas se tudi vrtimo okrog ene teme. Želimo zapolniti nekaj desetletno vrzel, ki
jih zgodba skupnosti, ki pripadamo, ni dovoljkrat povedala. Zanima me, gospod Herman Janeš mlajši, kako vi gledate na vse zgodbe, ki so bile v minulih 5 letih povedane o fašističnih taboriščih, o vašem očetu, njegovi nastopi, njegovo neumorno delo, kako to deluje na vas? Kakšen pomen ima za vas? Ja, mogoče imam mal čuden občutek, ker se sprašujem, kako to, da so se vsi to spomnili šele 70 let po koncu. Zdaj so, tako kot ugotavljamo, redki pričevalci so ostali. Vse ostalo v mestnih letih je načeloma izgubljeno. Tako da tisto, kar je zdaj ostalo, je verjetno še toliko bolj dragoceno, ker je že ljudje, ki jih v zadnjih letih intervjujate, so že precej stari in pri redkih je še spomin bister ostal. Tako da relevantna pričevanja zdaj so redka in so zaradi tega toliko bolj dragocena. Bom povedala še eno zgodbo. Ali veste, kdo je bil prvi direktor Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani? Bil je Goričan, Avgust Pirjevec. Gorico je zapustil, poskušal je živeti in delovati v Trstu kot profesor, moral je zaradi fašizma oditi, prišel je v Ljubljano, bibliotekar. Postal je prvi direktor, pri 56 letih je bil aretiran, Italijani so ga aretirali, bil je interniran v Cairo Montenote in nato po kapitulaciji Italije z drugimi interniranci, Slovenci in Hrvati, odpeljan v nemško taborišče Mauthausen, kjer je zaradi šibkega zdravja, mučenja, dela v kamnolomu in tudi hudih fizičnih naporov, ker je za naciste prevajal zaslišanja nad Slovenci in celotno skupino Slovanov, tam umrl. Njegova vnukinja hrani dopisnice in pričevanja še enega taboriščnika iz Mauthausena in rekonstruirali smo njihovo zgodbo in sedaj tudi video pričevanje oblikovali. Njegova hčerka in njegov sin sta narodna heroja. O njem ne vemo ničesar. Herman Janeš mlajši je vprašal, zakaj 70 let pozneje. Psihologi, zgodovinopisje lahko tudi da odgovor. Urška, lahko pomagaš s znanstveno-strokovnim odgovorom, zakaj je bilo potrebno toliko časa? Pravzaprav je to eno zelo kompleksno vprašanje, ki upam, da ga bom lahko na kratko strnila, tako da bo za vse razumljivo. In sicer ugotovila sem, oziroma nisem samo jaz tega ugotovila, ampak da je pravzaprav na številnih nivojih potekala politično nekako vsiljena pozaba. Najprej je bila seveda največji razlog vidim v vzpostavitvi hladne vojne in položaju Italije, ki je z letom 1943 pravzaprav dobila status zaveznice, potem pa status branika pred komunizmom. In v tem kontekstu so se pravzaprav mednarodni pravni in tudi diplomatski krogi očitno obrnili proti temu, da se izroči vojne zločince, italijanske vojne zločince. Namreč treba je povedati še to, da je komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev, ki je bila ustanovljena že med vojno in ki je oblikovala obsežno poročilo o italijanskih in nemških vojnih zločinih, predložila tovrstnemu mednarodni inštituciji za proučevanje medvojnih zločinov
okoli 800 konkretnih vojnih zločinov na področju Jugoslavije. Ta dokument je zgleda ostal nekje v predalu. In ravno letos se je odprl arhiv te inštitucije, kar pomeni, da bomo lahko morda v prihodnosti... Govoriš v Londonu knjižnice, a ne? Pač minilo je toliko let, da je pač po zakonu je možnost dostopa do arhiva omogočena. Potem imamo seveda tudi nacionalne in lokalne in osebne razloge, zakaj je to izostalo, ampak jaz mislim, da ni res, da ni nikoli obstajalo nobeno seznanjanje, ker je potekalo, če beremo dnevno časopise, če beremo tedensko časopisje, so ob obletnicah potekali razni prispevki v obliki spominov, v obliki reportaž, v obliki tudi poročanja o teh komemoracijah, zlasti na Rabu, ki so potekale že od začetka 50-ih let dalje. Ampak zdi se mi, da je Jugoslavija kot država nastala na temelju neke aktivne borbe proti okupatorju, kar interniranci niso veljali, čeprav so bili stranski produkt te aktivne borbe proti okupatorjem. Prav za italijanske internirance, ki so bili internirani v času velike italijanske ofenzive, velja, da so pravzaprav bili žrtve represalij in povračilnih ukrepov Italijanov v zvezi z partizanskim gibanjem. Ampak zakaj 70 let po? Jaz mislim, da je to delno vezano tudi na razvoj historiografije, ki je civilistom šele pred kratkim dal besedo, ki je dal šele pred kratkim besedom neki mikrozgodovinski raziskavi. Če podobno pomislimo, nimamo niti dobrih raziskav o civilnem prebivalstvu za prvo svetovno vojno, ki je potekala na našem ozemlju, ena od 4 velikih front. In seveda vpeljava ustne zgodovine, metode ustne zgodovine v akademske kroge je pri nas prišla z nekim zamikom in verjetno temu botruje pravzaprav ta zamuda. Hvala Urška, uvajamo ob predstavitvah tudi in uporabljamo termin kulturni genocid, kajti zdi se nam, da to vrzel, kako gledati, kako poslušati in kako razumeti, oziroma predvsem to soočanje z nekaznovanjem sovražnega govora povezujemo tudi z temi dejanji, molka, nenaslavljanja. Medtem ko pri vas, dr. Kroflič, vi ste za zgodbe, a ne? Berem naslov in bi želela kratek odgovor za to, da lahko gremo v zaključek današnjega večera. Del svojega prispevka ste podnaslovil pomen zgodbe in narativne vrednosti za odprtost identitete in etnično dimenzijo sprejemanja drugačnosti. Na to ste razvil, kako to vidite in to želite, da bi se dogajalo v izobraževalnem sistemu. Kaj polagate v ta prostor izobraževanja? Kaj želite, da bi se zgodilo? Ja, tisto, kar mi je pravzaprav trenutno nekako najbolj v ospredju, je to, da se zavzemam za to, da bi se ob poučevanju vseh tistih predmetnih znanj, ki so jedro seveda izobrazbe v šoli, da bi se ta informativni vidik prenašanja vednosti začel kombinirati pravzaprav z bolj narativnim umetniškimi pristopi in tako dalje. To pravzaprav tu nismo osamljeni, od Amerike do Evrope obstajajo take pobude tako imenovanega tandemskega poučevanja, ko se ob učitelju, ki pač prenaša tiste osnovne informacije, pojavijo ali umetniki, ali pričevalci, ali pač nekdo, ki lahko pravzaprav na to podatkovje obesi pravzaprav neke pomenske zgodbe.
To se mi zdi pravzaprav, da je ena od stvari, ki najbolj manjka v današnjem konceptu izobraževanja. Dejstvo pa je seveda, veste, da pomenov, interpretacij znotraj šolskega znanja ni mogoče ocenjevati, ni jih mogoče kvantificirati. In dokler se kakovost izobrazbe veže na tisto, kar je merljivo, kar je univerzalno, kar nima nekega lokalnega osebnega značaja, do takrat seveda so to lahko zgolj pobude, ki tako malo zraven pridejo k tistemu osnovnemu vlaku, ki pa ga pač enostavno v izobraževalnih politikah povsod po svetu danes vlečejo OECD, Svetovna banka in tako dalje. Če se to zgodi tudi pri nas, lahko gospodu Maršiču date tisto iskro upanja, da bo obljuba očeta izpolnjena ali pa vsaj negovana? No, jaz sem prepričan, tudi kot je že Urška povedala, da se na nekih obrobjih pravzaprav taki prenosi že dogajajo. Niso povezani toliko z neko to uradno politiko, z posodabljanjem učnih načrtkov in tako dalje, povezani so pravzaprav z ozaveščenim delovanjem posameznih učiteljev in med učitelji so vedno obstajali tisti, ki so bili bolj občutljivi, bolj napredni in obstajali so v bolj svinčenih časih, kot so danes in obstajajo še danes. Lahko dam medklic. Morda so se nam uresničile želje in za jesen nam je dogovorjen termin, ko bomo svoj opus del predstavile regijskim učiteljem, najprej na Primorskem, a ne? Moram pa zraven dodati, da ponovno se bomo soočali z pomanjkanjem finančnih sredstev. Ostajamo žal marginalci. Zanima me še to, izziv za taboriščni odbor Rab-Gonars. To je prvič, da oče priča sinu v vlogi predsednika taboriščnega odbora. Doslej je to bil gospod Herman Janeš. Če vas izzovem, da je morda potrebno v Sloveniji izprašati, ali obstajajo sredstva, ki jih je Italija nekam vložila, naložila za zločine nad Slovenci, ali je možno, da se tudi taboriščni odbor vključi, ali je pobudnik tega, da se ustvari sklad za raziskave in za ohranjanje zgodovinskega spomina na fašizem nad Slovenci. Ja, seveda lahko. Mi imamo zdaj z vidika, kakšna ideja ima taboriščni odbor, kaj vse bi se dalo realizirati. Imamo napisan zelo dober seznam, ki se finančno vrednoti v nekaj tisoč evrov in potem z nasprotne strani običajno odgovorja, tole je pa utopija. Kdo je vaša nasprotna stran? Ja, v tem trenutku pač sodelujemo pod okriljem Zveze borcev in tam pridemo do podobne zgodbe, denar za borce pa denar za ostale kategorije. Tako da taboriščni odbor bi vsekakor lahko sodeloval tudi pri takih idejah. Tudi vi se soočate s tem, da v bistvu ste prostovoljci. Bi se reklo, bom rekla slabšalno, nimam slabega mnenja o prostovoljstvu, ampak... Mi vsekakor vemo, da smo prostovoljci, ne, Govorimo o višji ravni delovanja, veste, ker je presega tudi prostovoljstvo. Tle je pravzaprav že gospa Barbara lepo povedala, ne, holokaust je pravzaprav industrija, ne, in tle pridemo do ene razlike med nemškimi pa italijanskimi taborišči, ne, recimo, da so nemška taborišča povezana s holokaustom in za njimi je določena mašinerija, ne. Ta italijanska taborišča, ki bi bila za nas zanimiva, so povezana recimo večinoma Slovenci, s Hrvati, ne, se pravi, da bi morala biti glavna skrb na ravni Slovenije in Hrvaške, ne. Slovenija in Hrvaška, niti Jugoslavija ni nikdar sestavila take mašinerije, da bi tako podpirala, ne. In pravzaprav tle pridemo tudi do tega vprašanja, ne, glede na to, da smo mi prostovoljci, ne,
A smo mi res toliko se zavezali temu ali se nismo, glede na to, da to pač upravljamo, kakor lahko, ne? Hvala za to opombo, ki je pomembna. Omenili ste, da se fašistična taborišča dotikajo Slovencev in Hrvatov. Ne drži. Fašistična taborišča segajo mnogo dlje in širše. Segajo na zunaj meja Evropske unije in naslavljajo ravno tisto področje, ki ga skupni evropski spomin tudi ne vključuje v svoj dokument spominjanja, to je pa kolonializem. Urška, prosim, kot zgodovinarka, samo hitro seznam držav, kjer je fašizem bil prisoten. Tudi Albanija, tudi Črna Gora. Gremo naprej. Pejdi če lahko greš od juga. Kosovo, Grčija, potem imamo afriške kolonije, se pravi imamo Libijo, Eritrejo, Somalijo, se pravi celotno število teh taborišč pravzaprav sploh ni poznano in ocenjujejo, da gre na več 100 teh taborišč, prav tako ni poznano število žrtev, prav tako ni poznano število internirancev, se pravi zgodovina italijanskih fašističnih taborišč je zelo naluknjana, da temu tako rečem. Zato naša zgodba ni zgolj mikro ali pa majhna zgodba, je zgodba nečesa večjega. Morda je na nas, da o njej res govorimo, kajti kot vidimo, je potrebno v Evropsko unijo vključiti tudi spomin na kolonializem. A lahko sam še nekaj dodam? Prosim. Morda smo mi bolj seznanjeni, ampak tujina pravzaprav pod imenom fašizem smatra tudi nacizem. Tako da se v bistvu ta poseben moment italijanskih fašističnih taborišč skrije za ta tako skupni pojem. In ni veliko mednarodnih zgodovinarjev velikega formata, ki pravzaprav kaj dosti vejo o tem fenomenu. Rada bi pa samo še poudarila to, da sem presenečena nad italijansko historiografijo, ki pravzaprav je proizvedla precej kvalitetnih del v zadnjih desetletjih. In nadaljujejo. Tema in naše delo je prišlo v izobraževalni sistem v Italiji. Materijale, ki jih uporabljajo, so tudi na spletu. Dostopni bom poskušala v bodoče deliti naslov spletnega mesta, so v italijanskem in angleškem jeziku. In tu je pač potreba izpostaviti dejstvo, da je v Italiji potekala ravno tako ena izrazita in zelo krvava državljanska vojna med drugo svetovno vojno, ki je zelo polarizirala družbo. In to se recimo vidi, pred kratkim sem bila v Grossetu na enem posvetu in so nas peljali malo naokoli in se prav vidi, kako je ta spomin razdeljen. In na eni strani je velika potreba potem, da se ohranja to partizansko dediščino, na drugi strani pa prihaja ravno tisti dan, ko sem imela jaz tam posvet, se je ustanovila neofašistična podružnica v Grossetu in je prišlo do nemirov. Tako da vsekakor bi želela poudariti, da italijanska javnost, kolikor slabo pozna fašistična taborišča, bi lahko segla po številni bibliografiji v lastnem jeziku. Drži. Prosim, Robert. Ja, mogoče si lahko pomagamo z neko malo bolj metaforično razlago tega zamika v ukvarjanju v bistvu z to travmo. En zelo zanimiv avtor, ki se ukvarja pravzaprav z vprašanjem umetniških jezikov, spomina, identitete, Richard Kearney, je nekje zapisal, da zato, da bi prišlo do katarzičnega učinka, ki je potreben za to, da predelamo neko travmo, rabimo zadostno mero bližine z dogodkom, te osebne bližine in pa tudi distance. Ker dokler je neka zgodba preveč boleča,
jo bomo potiskali, jo bomo tlačili. Jaz mislim, da je te distance bilo zadost, če pa temu dodamo še to, kar si Urška zdaj povedala, ta hiter pravzaprav porast neofašističnih gibanj, imamo pa pozitiven sprožilec, da je ukvarjanje s to temo tudi zgodovinskega vidika danes aktualno. Hvala lepa. Jaz bom s temi besedami zaključila, poudarila, da je naše delovanje namenjeno delovanju za mir. Gospod Janeš, Herman Janeš me je naučil, da je ob takih dogodkih, ko obiščeš mesto spomina in vsakokrat, ko je šel na Rab, je odnesel šopek iz domačih logov. Nocoj sem jaz v spomin na vse žrtve in v imenu vseh nas prinesla šopek iz Istre, zelenje iz Istre je na mizi. Vabim vas, da se podružimo, izmenjamo to večplastno zgodbo in vabim vas seveda k nakupu fotografske monografije ali v knjigarni Azil ali preko spleta ali pri gospej Ireni, ki ne vem, če je še med nami, ali pa kontaktirajte koga od nas in hvala vam, da ste nocoj z nami bili varuhi žlice in nam dopustili oziroma nam dali družbeni kontekst, da lahko o fašizmu in o fašističnih taboriščih govorimo. Hvala lepa, vabljeni, da ostanete z nami na druženju. Hvala vsem vam.